Lepo zdrav, spoštovane, spoštovani, dober večer, cenjena publika, lepo zdrav vsem skupaj, z vami je spet vaša najljubša večerna oddaja. Upam, da vsaj nocoj z vami ansambl Vikend. Potem Maruša in Peter. Dimnikar Štefan. In individualna hišna skakalna naprava. To so naši nocojšnji večerni gosti, dobrodošli v oddaji v petek z menoj. Dobro večer vsem skupaj še enkrat. Planica je na tapeti v teh dneh, ta vikend, in tudi zato sta nocoj z nami naša osrednja gosta Maruša in Peter Slatnar. Že sam priimek pove, odkot sta, zakaj sta in kaj dejansko počnete. Zdaj, tisti, ki ste mogoče spali zadnjih nekaj let, sta člana družine, ki je poskrbela za to, da se skakalne smuči še vedno izdelujejo v Sloveniji. Mimogrede, več o domačem poslovnem okolju, več o življenju, več o filozofiji, vsem skupaj boste znala povedati nocoj v nocojšnji oddaji. In ker je Vikend tukaj, dajmo mi začeti z ansamblom Vikend in skladbo Daj povej! Vidim, da nocoj si zunaj sama, nikjer ne opazim, da je tvoja mama, ki branila bi odtrgat mi ta nežen cvet. Zadnjič je tako dejala, nič ne bo še naša mala zala, verjela v tvoj medeni svet. Jaz pa nisem kakšen prevarant, sem pošten iskren slovenski fant, ki vedno se potrudit zna za pravo dekle. Za takšno punco dal bi vse, vse kar ponuja ji lahko srce, samo da ona srečna je. Zato sem rekel, daj povej, če bila bi moja punca zdaj. Ne sprašuj zakaj, nocoj odpeljem te v raj. Daj povej, nič se nagajivo mi ne smej. Vse, kar si zares želiš, od meni to dobiš. Jaz pa nisem kakšen prevarant, sem pošten iskren slovenski fant, ki vedno se potrudit zna za pravo dekle. Za takšno punco dal bi vse, vse kar ponuja ji lahko srce, samo da ona srečna je. zato sem rekel, daj povej, če bila bi moja punca zdaj. Ne sprašuj zakaj, nocoj odpeljem te v raj. Daj povej, nič se nagajivo mi ne smej. Vse, kar si zares želiš, ob meni to dobiš. Mi ne smej, vse, kar si zares želiš, ob meni to dobiš. Ansambl Vikend in Miha Vovk. Dobro večer. Vsem poslušalcem, gledalcem in tudi tebi. Najlepša hvala. Poslušaj, zdaj vi ste sami mladi fantje. Ja, res je, sami mladi fantje. 5 komadov. Razigrani, nagajivi fantje. Poslušaj, koliko je poprečna starost? Ja, kaj povem, zdaj glede na to, da se je pridružil naš novi član, da je mičken mlajši kot mi, bi rekel tam okrog pod 30 let.
po 30 let. Zdaj, vi imate, zakaj sprašujem? Zaradi tega, ker imate za sabo že kar nekaj let udejstvovanja in kar je bolj pomembno, ste na slovenski sceni kot narodno-zabavni bend zelo znani in zelo priznani. Ja, še en mečken pa bo že 10 let, še eno leto, 9 let, nekje v takšni zasedbi. Sicer so se člani vmes mečken že menjali, ampak 9 leto teče ansambla Vikend. Daj mi po pravici povejte, to recimo kaj straši zdaj 9 let karijere skupne, nekega udejstvovanja, ustvarjanja. Ponavadi eni bendi čakajo, ne vem, 20-30 let, da pride do nekega takega renomeja. Ne bi rekel glih renomeja, trudimo se po naših najboljših močeh. To je to, delamo kar znamo, pridno vadimo. Ste profesionalni muzikanti, delate samo to? Vsi nismo profesionalni muzikanti, je samo Miha Lesjak, naš član. Ostali še pa imamo svoje dela čez teden, druga. Ok, poslušaj, en koncert se bliža počasi. Ja, 20. aprila v Vinski gori, moram vse povabiti, vsi ste ljudno vabljeni na naš promocijski koncert, izdali bomo CD z Goščenko. Super se bomo imeli po koncertu, pa organiziramo tudi veliko vrtno veselico, na kateri bojo igrali sami fajn znani slovenski ansambli. Kdaj sva rekla datum še enkrat? 20. april, petek, pridite vsi ste vljudno vabljeni. Kje? V Vinski gori. Vinska gora, 20. april, ne pozabiti tega. Mi pa gremo poiskat srečo. In to, kar se da hitro, zakaj? Zaradi tega, ker te je treba poslati na Mariborske ulice, da poiščeš eno zadevo. Vseh oddajah praktično do zdaj smo iskali predmete, ki jih imajo mimoidoči zraven, iskali smo, ne vem, staro vozniško, iskali smo žvečilne gumije, tiste male nožke, robce, stare robce, vse živo. Ure, ne vem kaj še vse, v glavnem vsi so dosegli en določen čas. Najslabšega še vedno tisti, ki so prvi šli na ulice, poskočni muzikanti, 21 minut, 44 sekund, rekorderji, ansambl Smeh, minuta 36, kar je zelo hitro. Skoraj nemogoče. Skoraj nemogoče, tako. Mi ti damo zraven, torej, kamero, damo ti ekipo, vse skupaj, ti pa moraš danes poiskati bonbone. Bombone? Oziroma nekoga, ki ima pri sebi bombone. V redu. Tik-tak, če kakšna stara gospa bo imela tiste, tako herba, trde, zeliščne. Ta boljši. In to je to. V glavnem, Miha, vso srečo, ekipa te čaka od zunaj. Tako da, lahko grem. Čim prej, evo, imajo še zate jakno, da ne zmrzneš. No takole, dame in gospodje, pa gremo na Mariborske ulice pogledati, če bomo našli bombone. Upam, da bom imel kaj sreče, glede na to, da zgledam mičken bolj mlad, vse upam, da se me bojo usmilili in mi bojo dali seveda bombone. V prejšnjih oddajah so že iskali marsikatere zanimive reči, ampak upam, da bo meni uspelo pravi čas, da se bomo čim bolje odrezali seveda. Pa gremo pogledat, Mariborčani, kje ste? Evo ga, tule že imamo dva gospoda, dober dan. Lepo, dober dan, gospod, lepo zdrav. Kako ste, gospod? V redu, imate kak bombon? Trenutno imaš ti? Imate kak bombon? Nimam trenutno. Nimate? Ne. Iščemo bombone, rabimo bombone, čim hitrej v lokal. Evo tule ena gospa, mogoče vi gospa, vas lahko zmotim za sekundo. Ne morem, pa gremo naprej. Iščemo seveda bombone. Še tole, gospod Mičkin, vas lahko malo zmotim? Ne smem, v redu, pa gremo naprej, mogoče bojo tlele v lokalu usmiljeni. Dobar dan, gospod, vas lahko malo zmotim? Iščemo bombone, imate mogoče vi kakšen bombon? Imate? A res? No, kje imate, res? Evo ga, dobili smo bombone. Tetali bojo, kar v redu. Evo ga. Jaz imam bombon. Mihi se je izredno mudilo, nisem uspel neki roke stisniti v srečo in pozdrav, ampak očitno fant obvlada zadevo. Tako da upamo, da se bo dobro odrezal na Mariborskih ulicah. Mi gremo naprej nocoj z ansamblom skupino Eros in komadom Ti si mi vse. Zimska idila, z mano si ti, zunaj je mraz po snegu.
zaljubljen v tebe samo. Pojem ti to pesem, ki gre hitro v uho. O, ljubim te, o, ti si mi vse. O, moja boš ti, zdaj življenje se mi kakor pravljica zdi. Stisni se k meni, nasmej se sladko, da sem ti všeč, povej mi glasno. Svečka na mizi, v kotu kamin, Pesem ti zapojem, da te z njo osvojim. o, ljubim te, o, ti si mi vse. O, moje boš ti, zdaj življenje se mi kakor pravljica zdi. Zapojmo to pesem vsi, ki smo noro zaljubljeni. V srcu ljubezen in Dunajem mraz. Ker toplo nam pri srcu je, zapojmo na glas. O, ljubim te, o, ti si mi vse. O, moja boš ti, zdaj življenje se mi kakor pravljica zdi. Zdaj življenje se mi kakor pravljica zdi. Zdaj življenje se mi kakor pravljica zdi. Čas pa je za nocojšnja osrednja gosta, to sta Maruša in Peter Slatnar. Spoštovanje. Dobro večer. Dobro večer, Maruša, izvoli. Gospod Peter, izvolite sest, dobrodošla oba. Podjetje Slatnar, zdaj vsi ga poznajo, tisti, ki ga ne poznajo, kako bi se predstavili? Na kratko. Kaj bi rekli? Družinsko podjetje, zaposleni, jaz kot direktor, dve hčerki, Maruša in Talita, sestra, oče, mati in še nekaj 10 delavcev. Ampak to je zelo skromno. Vi ste podjetje, ki je nadaljevalo Elanovo tradicijo oziroma nadaljevalo izdelovanje smuči, skakalnih, poleg vezi, poleg čevljev, dodatno še tega. Zdaj, kaj vas je do tega pripeljalo pred leti? Zdaj je bila čisto situacija takšna, v Elanu pač se je zamenjalo vodstvo in prišlo do te odločitve, da pač skakalni program bojo ukinili. Bilo je takrat nekako po neki logiki logično, da tam ponudijo nam. So nam ponudili to priložnost, mi smo jo zagrabili in zdaj nadaljujemo tradicijo Elana, ker pa vemo, da tradicija Elana je pa že krepkih 70 let in več. Kar precej, kar je tudi velika odgovornost, ko se nekdo za to odloči. Vi ste do takrat delali že vezi skakalne, pol ste se odločili, ok, bomo mi nadaljevali z izdelavo smuči skakalnih in poleg tega tudi čevljev. Tako ja, enkrat, ko začneš z enim izdelkom, potem je težnja po še več boljšim. In če smo hoteli nekako zakrožiti ta krog te opreme skakalne, smo pol mogli nekako se sami sebe primorali, da smo šli v ta krog, zaključili več izdelkov, naredili, tako da zdaj nekako pokrivamo kompletnega tekmovalca lahko opremo, to se pravi od pete do glave. Vi ga optimalno opremite torej. Maruša, kakšen je občutek, recimo tako delati v enem družinskem podjetju, ki je tako znano? Pa to, kar je znano, niti ni nič pomembno, tako drugače pa, kar se tiče občutkov, super, lepo je delati z družino. So prednosti, so slabosti, ampak je dobro. S čim se ti ukvarjaš? Skačeš tudi? Ne skačem. Na smučeh? Ne. Kaj pa? Kar se službe tiče, sem deklica za vse. Od montaže okovja do sestavljanja, do razvažanja, dobave materijala, vse. Torej, če tebe ni, se sistem poruši? Ne, imamo še ostale delavce, tako da vsak zna v bistvu več ali manj vse, tako da nismo nepogrešljivi.
Ja. Zdaj, veliko uspehov je že bilo doseženih na vaših smučeh, Slatnarjevih smučeh. Dejansko so jih takrat, ko so jih prvič uporabili, že zmagali, če se kaj spomnim, če sem to prav zdaj zbrskal, malo spomina ven. Prvi svetovni pokal, prva tekma, prvo in drugo mesto, brata Prevc. Domen Prevc je zmagal, Peter Popac je bil drugi. To je bilo, mislim, do zdaj v zgodovini skokov, da se še ni zgodil, da bi nekdo prišel kot nov proizvajalec z neko opremo na samo tekmovanje in zmagal. Tako, to smo imeli pač, te zmage smo tudi že doživeli za samimi vezmi takrat, ampak s smučmi je bilo pa to še bolj toliko odmevno in pa takrat je bilo to nek potrditev, a je pravilno ali ni pravilno, a so smuče v redu ali niso, ampak takrat je bilo najboljši možni način v sam štart v ta svet. To je sanjski štart, dejansko. Kako ste se takrat počutili? Verjetno ste gledali televizijo, gledali ste skoke, navijali, ko ste videli, da so vaše smuči na prvih 2 mestih? Seveda, ni kakšne hude euforije, ni, se je pa odvalila ogromna gora od srca, ker si napet, ali bo delal, ali ne bo delal, veš za vsako napako, veš vreme, kako smuča po zraku deluje, ali bo to tekmovalcu pomagalo, ali ne bo tekmoval. Na teh samih treningih se je to potrdilo, da to deluje, ampak tekma je le tekma in tekma šteje, treningi ne štejejo. In vi veste zelo dobro, kako je na tekmi. Vi ste bili sam skakalec tudi. Vem, na tekmah je zelo komplicirano, vsaka dlaka, vsaka smet, vsak napačen gib te zmoti, tako da si zelo dovzeten za take stvari. Če nisi psihično zelo močen in pripravljen, te bo podrla vsaka najmanjša stvar. Mi bomo še nadaljevali tukaj, par vprašanj še za vas, pa tudi zate. Konec koncev, pa zdaj bomo kratek break naredili, malo se bomo spočili in se odpravili v vijolični kotiček. Čas za vijolični kotiček, za naš ročni fuzbal, kot veste, vsaki oddaji špilamo vsaj eno tekmo, če ne več. Zdaj nocojšnji prvi izzivalec je dimnikar Štefan Rujs. Štefan, spoštovanje, jaz sem že mislil, da si se izvolil sesti, jaz sem mislil, da si se že izgubil nekje, da iščeš izhod na oder. Čeprav je tema, pa me je težko videti. Si se skriješ v tem in se zliješ maskiran. s tem. Daj mi povej, z katerega dimnikarskega podjetja si? Prihajam iz dimnikarstva Županek, Maribora. Prav. Kakšno je delo? Delo dimnikarja je pestro, zanimivo, strokovno, naporno, ampak če ga z veseljem opravljaš, bom rekel, je... Ti pa slušaj, eno vprašanje, daj mi povej, recimo se je kaj spremenilo v tistem času, ko so nehali te koncesije deliti? Ja, dejansko delo je ostalo enako, samo način izbire je drugačen. Prej je to bilo strogo določeno po rajonih z koncesijsko pogodbo, zdaj pač v bistvu z licencami opravljamo isto delo naprej. Se to za vas, za dimnikarja, kaj spremenilo? Ne. Še vedno treba vse isto narediti, se držati pravil? Seveda. Pa biti prijazen, tako kot ste vedno? Ja, kaj pa češ druga. Koliko let že delate to? Skoraj 4 stoletja. Se ljudje še vedno prijemajo za gumbe, kot nekaj vidijo, recimo? Še? Za srečo? Tudi. Kam se ne sprijemam tukaj? Za gumbe, evo ga. Povej mi, kaj najbolj sovražiš, kaj te najbolj ziritira, recimo, ko greš kam? Težko. Čistit? Težko me stira. Pucat? Glejte, delo je treba opraviti, tak, drugače. Ne vem. Kak so ljudje, recimo, ko ponavadi rečejo, tja, dimnikar je danes, jutri pride, pa mi bo spet vzel toliko pa toliko evrov. Ko prijete, so pa itak vsi veseli, da je dimnikar tam. Tako. Dajo kaj na mizo? Ja, dajo. Štefana gor? Ja, 2-krat. Štefana za Štefana? Ja, vraga. Jaz se to morate paziti, vsi skupaj. Ja. Štefan, kolikrat je treba na streho dejansko? Da ni tisto fino delo, ne naštimati računalnik, na peč? Črno delo v bistvu je klasika, čiščenje. Zdaj samo na streho je zelo redko, ker več ali manj je, bom rekel, dostop do dimnikov so revizijske odprtine. Prideš na podstrešje, tudi če pa moraš na streho, recimo je pa tudi kakšen pohoden podest ali kakorkoli, tako da v bistvu zdaj strogo tistega plazenja po strehah praktično več ni, ker je treba upoštevati varstvo pri delu. Zdaj zaradi predpisov pol ni več toliko romantike v dimnikarskem delu. Pa da ti ne pade dimnikar na glavo, ne? Ja, romantika, poškodba. Ja, težko. Če zdaj povagamo to, vemo, kaj pride ven. Še eno vprašanje.
Koliko še kaj kurijo, recimo stare čevlje, pa gume, pa take stvari, pa smeti? Ja, vse še najdejo. Se še ne? To se vidi, kam prijete, recimo na teren? Se vidi. To se že voha, ko prideš v ulico. To ste pa jezni, ne? Ali pa več računate? Niti ne. Sosedje so bolj jezni. Odvisno je, bom rekel, od socialnega statusa. Dobro, dajva se tu ustaviti, pa greva začeti z našo igro. Greva do fuzbala, se predstaviti. Pridi. Štefan, prosim, na drugo stran. Evo, tu bova izzivalca počakala. Pridi kar z mano. Ja, pa ni črnih, tu gor. Ne, ni črnih. Lahko so pa rdeči. Črni pa rdeči. Tu je nekaj simbolike, ni? Zdaj, daj mi nekaj povej, kaj je, obvladaš to zadevo? Ja, pa je z mladosti bolj, no. Srednje šole, tako vsi verjetno. Dobro, nocojšnji izzivalec tvoj, Miha Lesjak. Miha, spoštovanje, evo. Štefan, Miha Štefan, zdaj si zamenjal harmoniko, ne, čakaj, ti nisi harmoniko, ti si vokal. Glas za roko, ja. Ja, dobro, zdaj tu, če si roko poškoduješ, ne bo večje škode, ali? Ja, igram tudi razne instrumente, tako da bi bilo kar, bom pazil, no, da si ga zvijem kje. Obvladaš? V mladih letih, da smo že stari, ne, v mladih letih smo pa to igrali. V srednji šoli? V srednji šoli. No, tako sem prej rekla, srednja šola. Eno pravilo je, šprudlat ne velja, to veš, Štefan, ne prehitro tega vrteti, sicer dam kak karton, ki ga nimam zraven, ampak brez prekrškov v glavnem. Pa igramo lahko z obema rokama. Z obema rokama moraš. Če hočeš, lahko sam z eno, če si tako dober. Ne, nisem, hvala. Bo šlo? Ok, zmagovalec gre v naslednjo rundo, veste, mi sem mikrofon vzel, da te ne bom motil. Torej, zmagovalec gre v naslednjo rundo, poraženec dobi tole uro. Imate uro? Ne. Ok, zdaj lahko nekdo tudi za nalaž skovi. Super, evo, zdaj daš to na drugo roko, pa še taka črna je bolj. Odlično. 5 žogic do 3 gole se igra, tisti, ki jih prvi doseže, je zmagovalec. Ste pripravljena? Ja. Jo, ok, Miha in Štefan. Tole, tekma na vse ali pa nič. Očitno 2 odločna fena, fuzbala, en boljši od drugega. Oba sta temu ustrezno špricala šolo. Opa, 1-0. Takole, Štefan, treba se obraniti. Ja. Pa na golmana paziti. Skoraj da zadetek, Miha to zadevo zelo dobro vlada. Štefan, pazi golmana. Ja. 1-2-0. Miha to igra kot profi. No? Treba je, ti si sploh hodil v šolo, kaj? Bolj malo. Vse se vidi. Ok, vredno. Pa končal si jo? Ja, dobro. Skoraj da zadetek. 2-0, še vedno v našem vijoličnem kotičku. Dimnikar se bori krčevito. Mogoče je kako orodje zravno vzeti, no? Kao krtačo. 3-0. Šahmat, evo, Štefan, trenutek, izvoli. Ura. To je za na drugo roko, pa črna je. Ja, super. To lahko uporabiš. Upam, da dela. Ok, Miha, vse čestitke, mi se še vidimo v naslednjem krogu, ko pridejo zmagovalci vsi na kup. Izvoli do benda stopiti za en komad, za novo skladbo, ki bomo slišali. Ansambl Vikend in skladba Sin. Saj se sploh še ne poznava, danes prvič vidim te. Čisto nov si na tem svetu, jaz pa brišem si solzi.
veš, ta svet je čuden. Malo lep in malo grd. Danes srečen veseli se, jutri jezen si odrasteš pa kdaj name spomni se. Včasih le za par besed obišči me. Ko boš velik, ne pozabi koreni. Vidi, kdo tvoj oče je, čigav si sin. Velik, ne pozabi koreni. Vidi, kdo tvoj oče je, čigav si sin. Vidi, kdo tvoj oče je, čigav si sin. Ansambl Vikend in Sin, še eno skladbo bomo zapeli malenkost kasneje, čiste pri koncu. Naj to za zdaj še ostane skrivnost, da ne izdam vsega. Z nami sta nocoj Maruša in Peter Slatnar. Še enkrat dober večer. Ti si fenica narodno-zabavne glasbe. Kjera ptička je pa to prišepnila. Vse se sliši, vse se zve. Poslušaj, tvoj najljubši ansambl, skupina? Mislim, da smo zelo veliko v stiku z Avseniki, tako da bom kar rekla stari dobri brati Avsenik. Yes, Avseniki, slovensko znamenje kakovosti, praktično pa najboljši slovenski izvozni produkt, poleg vaših smuči pa ostalih izdelkov verjetno. Malo se hecam, folkloro plešeš tudi? Res je. Kako dolgo že? 6. leto, mislim, da. 6. leto. S čim se še ukvarjaš? Pa v bistvu delo v folklora vzame toliko časa, da pol kar še ostane prostega časa, ga porabim za prijatelje. Ok. Peter, kaj vi poslušate v prostem času? Vam je všeč narodno-zabavna, slovenska? Absolutno. Sploh slovensko. Avseniki, Slaki, Gamsi, Vikend. To mora biti. Zdaj ponovim. To mora biti. To mora biti. Če ne drugače čez vikend. Nedelja, goja, župa, goja, muska. To so zraven, eno z drugim. To smo že kot otroci smo poslušali to in to stane, to se pravi. Ne more biti brez tega. Nisi Slovenc, če tega ne poslušaš. Točno to. Zdaj, vi ste znani po tem, da bolj malo spite, da ogromno delate, da ste vedno inovativni in da vam vedno neke ideje grejo po glavi. To je način življenja, nekako ne moreš se priučiti, da boš izumitelj, ne moreš se priučiti, da boš nekaj na novo naredil. To pride, to dozori, ideje so vse posod, ne vem, zdaj na mizi gledamo mikrofon in ga opazuješ, kako je narejeno, kako so to naredili. V glavnem glava skozi dela v tej smeri, da nekaj probaš razstaviti ali v fantaziji ali fizično. Tako da to enostavno te pride pod kožo in nekak način življenja ti je tak. To se že dejansko od malih let takšen, no, po karakterju. Treba videti, kako stvari funkcionirajo, jih razstaviti, zboljšati, no, vedno radovedni. Dajte mi povedati, kam še lahko gre ta razvoj smuči, recimo? Je to že zdaj tisti high-end, je to to? Ali... Mislim, da sama smuča za smučarske skoke je še nekje v kameni dobi. Res ali kaj? Res, ker je res
toliko let je bil sam razvoj te opreme za smučarske skoke je nekako zastal. Ni nobenega bilo, ki bi nekako odskočil s to razvojem in s temi napredki. Mi smo zdaj nekako to prestavili z mrtve točke in zdaj vsi okrog se nekaj s tem ukvarjajo, delajo neke stvari. Nemci celo imajo neke svoje laboratorije, Norvežani, Avstrijci, Polaki. Tako da mi sicer delamo nekako po svojemu načinu, nekako zdaj naenkrat na srečo smo vodilni, nekako diktiramo ta tempo, na smučeh smo nekako v boku tistim najboljšim proizvajalcem, probamo biti pa najboljši. Najboljši pa bomo z to slovensko iznajdljivostjo in pa veliko prednost nam je ta slovenski prostor, ki je majhen za vse ostale, ampak za nas pa mislim, da je pa to enkratno, ker imamo na radiusu 100 km imamo vse obrtnike na dlani. Če gledamo Nemca, gledamo Norvežana, da hoče narediti eno stvar, se bo moral peljati par ur ali celo leteti na drugi konec države. Tukaj pa, kot so rekli, Hrvat je nekako država, katera je lahko piščanc prileti v enem dnevu, pa bo se na dlani. To nam je samo v dobro. To je lahko naša prednost, ne samo slabost, recimo, tako kot jo vedno nekateri izpostavljajo. Dajte mi še povedati, je že kaj, recimo, prej ste rekli, da je v kameni dobi skakalna smuča. Zdaj, kje jo vi vidite čez 5 let? Verjetno že imate neke načrte, že tuhtate verjetno vse noči, kaj, verjetno že imate kakšne prototipe. Lahko kaj izdate ali je to še vedno v bunkerju vse? Nekaj že imamo celo narejenega, zdaj nekaj en tak prototip je smuča kompletna narejena iz ogljikovih vlaken, karbonov in pa podobnih materialov. Sicer tukaj je treba še dobiti te funkcionalne stvari iz te smuče ven, ampak tukaj so še potem drsna ploskva, ki je tudi zastala in že dolgo let se suče na enem istem mestu. Je še kar dosti teh stvari in tudi sama FISA, mogoče, če bo popustila sam pas za mogoče kakšno luknjico, jo bomo tako izkoristili, ker pravila FISA so zelo ostra, staromodna, ampak preko slej bomo mogli popustiti, ker razvoj pač bojo mogli dopustiti, če bojo hoteli, da bojo skoki in pa poleti zanimivi. To je skoraj tako Formula 1, tam je pomemben vsak milimeter, vsaka stotinka, tako isto tu pri teh smučeh oziroma pri skokih samih. Dajte mi sam še povedati, predtem en kratek break naredimo, pa vaju presenetim z eno zelo zanimivo igro, ki vaju čaka. Bomo kdaj leteli čez 300 metrov in če bo to v planici? Ja ali ne? Fizično možno je že. Tudi samo podjetje z Avstrije, ki se ukvarja z energijsko pijačo, je imela že pripravljeno samo konfiguracijo oziroma teren, kjer bi to lahko izvedeli. Takrat je bil tudi sam Goldberger pripravljen tam poleteti, skočiti. Naj bi bilo pa tam sedaj skočiti preko 350 metrov in več. Fizično se da to izpeljati, seveda ob danih naravnih pogojih, vremenu in vsem ostalem. Ampak FISA je rekla štop, kdor bo šel tja, kdor bo skočil več, ne bo imel možnosti nastopati v svetovnem pokalu. Tako nekako so zdaj zadržali, ampak mislim, da človeška domišljija in pa norost ne pozna meje in bo prišlo do tega prej ko slej. Dobro. Mi se bomo tu še potem ustavili pri skokih, pa pri vsem ostalim, pri Maruši, pa pri hčeri, ki danes manjka. En kratek break, pol pa gremo naprej. Z igro pokaži spretnosti Maruša in Peter Slatnar, nam bosta pol pokazala, kako obvladata skoke dejansko v resnici. Pokaži spretnost, ker je čas planice, je pravi čas, da tudi mi skačemo, ne pa da pravi skakalnici, ampak cyber skoke se gremo malenkost. Maruša in Peter Slatnar, zdaj Maruša je prva, dame imajo prednost, we igrca. Si redi, veš kako gre? Vsak od vaju ima 3 skoke, tisti, ki bo bolje skočil, na koncu je zmagovalec. Absolutni prvak, familija Slatnar. Prav? Voda je PS, pošteno. Maruša, veš kako gre, ravnotežje loviti, odštevamo 3, 2, 1 in skok. Ekola. Piki se morate prekrivati, rdeča in modra, za ravnotežje odskok. Doskok, lep doskok, 144 metrov. Peter, kaj bo rekla na to?
torek. To je skoraj vaš osebni rekord, nekaj približno, ni? Skoraj in to prvo. Koliko ste, 104, vi ste vas skočili? 146. Ja. Včeraj je zelo blizu. Zgleda, da bi mogla začeti v malih letih skakati. Ja, pa niste nikoli dali skakati? Nisem jih nikoli silil v neke druge športe, ker so hodili sami, so smučali take stvari, tako da znajo smučati, znajo tudi skakati s smučmi, sicer alpskimi, ampak pač to jih ni potegnil. Skoki jih niso nikoli zanimali, ne ene, ne druge? Mislim, da bolj skakavci. Bolj skakavci. Čo? Dobro, zdaj, kak šport je pa tebi najljubši, Maruša? Rokomet, pa ples. Pa ples? Ples. Dobro, pa ne bo. Evo, Peter, odštevamo. Da vidimo, kako bo uspelo skakalcu dejanskemu, no, ki je že tekmoval, ki še tekmuje v lepi pozi, ledno skok, 101 meter. Ali je slabše od včeraj, ampak vseeno, ni slabo. Kosti so cele. Kosti so cele, to je važno. Peter, vi ste bili 14 dni nazaj, ste bili kaj na veteranskem prvenstvu oziroma tekmovanju? Neuradno veteransko svetovno prvenstvo, ki je potekalo na našo srečo v Planici. Kateri ste bili na koncu? Na katerem mestu? Na 60-metrski skakalnici sem bil 8, na 100-metrski sem bil pa 7. 7? To je v redu, koliko ste skočil? Na 60-metrski mislim, da je bilo nekaj okrog 55 metrov, na 100-metrski bil pa najdaljši 87 metrov. To je kar precej, ni? To je precej, ampak precej daleč od zmagovalca. Že, ampak če recimo držijo pri taki dolžini, kolena pa vse. In Maruša, drugi skok, prvega končala pri 144 metrih. Hitro zalet, dobro odskok. Dobro drži ravnotežje, 125 metrov za Marušo. Konstantna forma. Mahanje, ja, tako. Zdaj tu ni tiste špice, planica. No, čeprav tu bi morali čez 200 metrov skočiti, recimo. Kar se ne bo zgodilo, to je srednja naprava, Peter, ni? To je srednja naprava, to je primerljiva, tako najbolj poznana kot Blodkova velikanka v Planici. Aha, to je tista, ki se je enkrat že sesula. Ki se je enkrat tako sramotno porušila, pa sreč, da se je porušila, da smo dobili tak lep center, ko ga imamo sedaj. Če se ne bi porušila, bi še zdaj bilo tako, kot je bilo, ali? Verjetno mogoče bi kakšno desko zamenjali. Ja, z malo sreče, mogoče res. 3, 2, 1, gremo. Peter drži ravnotežje, lepo let, 137 metrov. Zdaj je drugo boljše od včeraj, no, zdaj sta 1-1, praktično izenačena. No, Maruša dobiva prvo rundo. Skupne seštevko mislim, da vodi, prej močno še. Ja, zdaj, če bi res tako gledali, pol bi bilo. Zdaj, tretji skok čaka še, evo, well done, Peter. Maruša, tretji skok, pripravljena? Pripravljena. Ali nisi pripravljena? Evo, zdaj mi to uspe. Te klikni tukaj, evo, krono še imaš na glavi, očitno res se števa samo daljave in nič drugega. Tretji skok, Maruša, pripravi se, 3 sekunde. Pike so poravnane. Peter, kaj mislite, kaj bo? Mislim, da bo dobro izpeljala, ker vidim, da je bolj računalniški tip kot jaz. Tako da to bo fantastično. Profesionalno, z odliko 100 metrov. Mislim, da je tepež, je spustil majhen krpnega vetra. Da je bil kros, kako mogoče majhen krajši. 100 metrov za Marušo. Peter, zdaj se bo treba fejs potruditi. No, Maruša še vedno vodi 144 metri. Poglejmo, kako se bo končala prva serija. Peter je naslednji, tretji skok. Zdaj meni čist nič ne mika, da bi to poskusil, recimo, če sem čist iskren. Me pa mika na teh smučeh stati, ta pravih. Mi izgleda jako fancy. Peter, smo pripravljeni? Pripravljen. Ok, Maruša, kaj praviš? Mislim, da me bo preskočil. Bo Ata vseko. Iz zadja. Kako bo poletel? Ja, videti. Odštevamo, pikice so v redu, ravnotežje v redu, odskok, zadnji trenutek, kratek skok, 73 metrov. Jaz sem čutil, da se je Peter malo pustil zdaj pri vsem skupaj. A pošten povem? Ja. Ne. Recimo, da verjamem, ok. Maruša je kaj zmagovalka? Vodilna po prvi seriji. Evo ga, to je to. First. Prva serija je za nami.
Vsak je opravil 3 skoke, Maruša prva 144 metri, to je bil nadaljši skok, Peter 137 metrov. Evo, zelo blizu, 7 metrov razlike po prvi seriji. Yes. Dajmo se mi ustaviti še na cestah ta čas in pogledati, kako je odnesel bombončke Miha Volk. Dame in gospodje, meni se zdi, da sem postavil rekord, vendar nisem čisto 100%, ampak vseeno, jaz bom proslavil in s tem tudi nagradil moje Mariborčane in jim poklonil enih par bombonov, pa gremo mičken pogledati, če bomo našli koga. Evo, tamle en gospod, tatle gospod, ko vi niste imeli bombona, izvolite gospod. Jaz vas počastim s bombonom, tekle pa še gremo naprej pogledati. Če bomo našli še kaj na mariborskih ulicah, evo tule ena gospodična, še vedamo tele gospodična. Gospodična, izvolite eno nagradno igro smo imeli, izvolite en bombon. Gospodična je rekla, da noče bombonov, mogoče kaj drugega, vendar ne danes. Pomf, pokaži spretnost. Druga serija je pred nami, gospe, gospodje, vsi, ki spremljate oddajo, po prvi seriji vodi Maruša Slatnar. No, drugi je Peter Slatnar, za 7 metrov zaostaja in to je to. Mi smo za vsak slučaj pustili še te lepe smuči, ta prave. Koliko so te smuči dolge dejansko? 2 metra? 2 metra 28. 28, za mene to ne bi bilo, imam 1,80 m. Mečken kratke, mogoče tam nekje 2 metra 62. 2,62? Tu nekje. Te bi rabo jaz recimo, 2,62. Glede na to težo. Težo lahko zamočimo, verjetno, no, ne bi bilo nič slabega. Dobro, jaz mogoče, če bo kdaj sreča, poskusim s temi smočmi tudi, ampak zdaj na vaju. Druga serija je pred vama, zadevo poznata, obvladata, Maruša, ti si na vrsti. Evo, samo da stisnemo, klik, Maruša. Bo šlo? Evo ga. Postaviš se, pravila ni treba razlagati, zdaj že dobro poznata, oba vse skupaj. Peter, bo šlo zdaj v drugi seriji premagati hčero? To me je zanimivo. Se bom potrudil, ne probim pa nič. Bom videl. Tukaj treba imeti občutek in nekako naštudirati. Evo, dajte, nov rekord. 129 metrov, Maruša Slatnar. Družinski dvoboj, takih ga še niste videli. Ampak hitrosti so tukaj kar dejansko zapisane. Skoraj pravilne, če lahko tako rečem, tam okoli 100 km na zaletišču. To so hitrosti za velikanko, kot blodko velikanka, kot zdaj tukaj gledamo, bi bila hitrost nekje tam 90 do 92 km na uro. Tako da Maruša v svetovnem pokalu. Ja, recimo. Za ženske je tudi hitrost nekaj višja, nekje 4 do 5 km. Kaj, višja hitrost? Ja. Zakaj to? Manjše so porasti, fizično so manjčkem spohnejše in rabijo tudi zaradi tega več hitrost. Ok, dajva se skoncentrirati. Peter, prvi skok v drugi seriji. Opa, paziti na ravnotežje. Skok 113 metrov. Maruši gre precej bolje. Jaz sem pa vesel, da ne skačem zraven. Maruša, zakaj ne poskusiš dejansko smučmi? Mislim, da je to bolj za očeta. Ja, pa poskusiti je treba, no? Se bo revanširal tam, recimo. Da družinski rekord poprav. 146 metrov, ja? Ja. Mogoče pa. Maruša, da mi pove, tebe je strah višine. Res je. Kaj bi se zgodilo, če bi se znašla gor na zaletišču? Se ne bi. Kaj če te na silo odpeljejo tja gor, pa te pustijo, da te privežejo na smuči? Ni osnovnih pogojev. Pol pade, vrže se po tleh. Peter, sem visto že... Aha, trenutek. Lep let. Nogled, 143 metrov, Maruša Slatnar, drugi skok v drugi seriji. Peter, vi ste že kdaj padel, verjetno? Ja. Na tistem, torej na zaletišču samem. Tudi, že kot majhen otrok, ker smo menjali tehniko z rokom naprej v počepu, z rokom nazaj. Torej, začeli ste naprej, s počepom, ko ste bili vajeni tega, pa kaj nazaj naenkrat?
Potem na glavo padlo naprej, na obraz. Ni bilo občutka za ravnotežja in že, ne vem, se spomnim, bila to nekaj 25 metrov skakalnica, da sem že sred naleta, že z nosom okušal kakšen sneg je. On se bil let bolj kot ne, ali? Takrat je bil še bolj sneg, tako da let je sedaj na teh novih skakalnicah. Tukaj je že bolj beton kot led. Kaj za to naredijo tisto smučino, ki je, tisto je hujše od betona, tisto je hujše od ledu, ali? V Planici je tudi do minus 27 let sklajen. Ker je to umetno hlajeno in je do takih temperatur ne slih. Letu 78 km in 80 metrov. Drugi skok, druge serije sta pripravljeni še za tretjega, zadnjega. Zdaj Maruša samo zavestno gleda, seveda, brez, samo mimika. Ja. Čakam, da me preskoči. Absolutely. To bova šla pol drug teden s smučami. Mogoče pa malo pusti, čeprav moja teorija je še vedno, da je dobra duša, pa da ti pušča te daljave. Če imam pa drug občutek, pa moja te bo izval pol za revanšo, dejansko smučeh. Ne vem, zakaj navijam to, samo res bi rad videl, da se tam gor znajde na skakalnici. Maruša, please get on. Evo, ti si zdaj. Tretji skok, druga serija. Tukaj mogoče nekaj moški ponos. Ja, kaj pa vem. Mogoče pa res, evo ga, še zadnji skok, hitro, do mize, 83 na uro, še pravi čas, odrilna, lep skok, 118 metrov. Lahko pol diskutirate o tem, kakva je prava tehnika. Recimo, Peter je še tista generacija, ko se je skakalo iz luknje ven, ne? Na skakalnicah. Ja. Kdaj se je to prepovedalo, dejansko? Ni se prepovedalo, ampak zaradi same tehnične izvedbe, lažjega tekmovanja, bolj enakih pogojev, tam se bo takrat včasih so tako, tudi smo en drugmo nogo tako nekako podstavljali, tisti, ki bo na vrsti, da se je smučal prv, tako naprimer smo nogo podstavili in on se je odrinil s tvoje noge. Da je že za samem štartu je dobil večjo zaletno hitrost. Naprimer, Miran Tepeš je bil zelo značilen, on je tekel do pol naleta, da je pridobil več hitrost. Marsikaj se dogaja tam po naletu. Tako da tudi kakšen je bil, kakšen nam ni bil pri srcu, pa ne ve, da smo nogo podstavil, si mu pa na smučo stopil. Da se je kaj ustavil sam na mestu. Ja, tudi pa ni mogli skočiti. Pa se je pa lepše obnašal, je dal za rundo pa ne, tudi se je po nosu pripeljal do konca mize, če smo to naredili. Peter, zadnja priložnost, da rešim moško čast. Rešite čast, zdaj skakalno recimo, ker ste že bili profesionalni skakalec. Peter Slatnar. Na zaletišču. Tudi to bi šlo, v Planici. Visoki hitrosti, 90 na uro, dobro ravnotežje, dolg skok, 142 metrov. To je najdaljši skok vaš, no? Tukaj. Ja, tukaj. V resnici ne, v resnici je še 4 metre dlje, 146. Ampak zmeraj meter krajš po Maruša. Ja, Maruša je vseeno dlje skočila, če jaz kaj vem. Za 2 metra! Maruša! Slatnar! Prvo mesto! Bravo, Maruša. Evo, da še čestitam. Pol te damo na stopničke, pa te ovenčamo z eno medaljo. Recimo, da tako. Čestitke obema, mi gremo zdaj iz skakalnice direkt na konja, na našo Facebook igro. Najprej klapljati. V sedlo z RTS, prejšnji teden smo vam pokazali, zakaj gre pri vsem skupaj. To je nagradna igra, v kateri lahko seveda sodelujete. Je zaželeno, dajte se ustaviti na našem Facebook profilu RTS 24, tam všečkati objavo, jo deliti, pa seveda napisati nekoga, ki bo šel z vami in vas držal za roko. Zakaj? Zaradi tega, ker boste šli jahat in sicer v konjeniški center Žalec. In to čisto zares 5x po uro jahanja. Ampak ne za enega, za 5 oseb, vsak dobi 1 urco v konjeniškem centru Amaj Žalec. Tam se boste naučili osnov, prvin, kako se konja prime, kje se ga ne prime, kako se sedlo postavi, uzde in vse ostalo, kar mora biti zraven. Dajte se na Facebook strani RT24 ustaviti in tam zadeve všečkati, pa vse ostalo narediti, kar od vas pričakujemo. Tukaj ste že vsi tisti, ki ste to naredili, čez 14 dni vas bo še več. Ne pozabiti, čim gre to narediti še danes, če imate dostop do interneta. No, če imate štrom doma, pol imate tudi internet, definitivno. Dajmo se mi ustaviti pri skladbi
skupine Eros. Kako naj jo pozabim? Nekaj variant vemo na pamet, ampak ker imate verjetno otroke zraven, bomo o tem tiho, vsaj za zdaj. Eros. Modro morje, sinje morje, šepetaj mi zdaj o lasih, ki sem jih božal, jih bom smel še kdaj. Z belim peskom je pokrila mojo vročo dlan, se smehljala, me ljubila, bil poljub je slan. Kako naj jo pozabim, kako naj grem naprej, tu na svoji barki sanjam, vsako noč o njej. Kako naj jo pozabim, preveč imam jo rad, njena koža je dišala, lepše kot diši pomlad. Rekla je, da je ob meni našla svoj pristan, da je moja, da me ljubi, a odšla je stran. Kako naj jo pozabim, kako naj grem naprej, tu na svoji barki sanjam, vsako noč o njej. Kako naj jo pozabim, preveč imam jo rad, njena koža je dišala, lepše kot diši pomlad. Kako naj jo pozabim, kako naj grem naprej, tu na svoji barki sanjam, vsako noč o njej. Kako naj jo pozabim, preveč imam jo rad, njena koža je dišala, lepše kot diši pomlad. Njena koža je dišala, lepše kot diši pomlad. Eros, kako naj jo pozabim, vi veste, mi tudi, zato gremo raje kar naprej z osrednjima gostoma, ki imata še nekaj minut z nami, preden zaključimo nocojšnjo oddajo. Maruša in Peter Slatnar. Maruša, ti plešeš tudi v eni oddaji. Res je. Res je. Tako skrivnostno, malenkost nerodno. Iskra Emeko je folklorna skupina. To je res slovenski pozdrav. Tudi to je res. Kako je? Kako je? Je zabavno, drugače. Nekaj, kar bi si mogoče mogel vsak pogledati, ko ima rad narodno zabavno glasbo, ki ga mogoče zanimajo malo oddaje. Pa mi nastopamo noter. Čim prej oddajo pogledati slovenski pozdrav, ladies and gents, pa naše ne pozabiti. No, tu in tam ob petkih zvečer
Bog ne daj. Nekdo je šel danes na ulico iskat srečo, Miha Vovk. Tu je. Fantič, Miha. Živijo. Sedi. Kako je bilo, povej mi? Super je bilo. Bombončke smo iskali, si našel kakve? Ja, našel sem. Si otroke spraševal? Ni šlo, ne. Na srečo. Tema je že bila odzunij, otrok ni bilo. Deklice, imate bombončke? Ok, pustimo to pri miru. Vse skupaj. Striček Mihec, ima bombončke za vas? Ok, ne grem naprej pri tem. Hecam te, povej mi, kako ti je uspelo? Kakšen si imel čutek, recimo, za čas? Ja, na začetku sem mislil, da nič ne bo, ko sem pogledal po ulici levo, desno, ker ni bilo ljudi. Ok, kaj pa pol? Potem sem se pa znašel, sem šel v gostilno noter, kjer ponovadi se nahajajo. In kaj se je zgodilo? Kar do natakarja sem šel, pa sem ga vprašal, če ima slučajno kakšen bombon. In je rekel, seveda, pri nas imamo vse. Sem pa res, a bombone imate tudi? Je rekel, ja. Pa mi je pokazal, kje so in sem jih vzel. In si dobil bombone? Seveda. To si se dobro poznašal, si jih razdelil tudi, ali si jih sam pojedel? Ja, mičken sem jih tudi razdelil okrog ljudem. Daj mi povej, kaj misliš, koliko časa si rabil zdaj? Ne vem, ene par minut je 100% bilo, ne vem, meni se je zdel kar dolgo, ne vem pa zdaj. Zdaj želel sem dokončati malo, se te postil še so. Imeli do danes najboljši čas, 1:36, ti si ga porušil, izboljšal. Res. 1:33. Ansambl Vikend. Zdaj ti je žal, ker nisi solo pevec, ne? Bi sam tebe gor napisali. Aha. Miha Vovk. Pa nisi. Evo, Ansambl Vikend, pol so ti dolžni rundo, verjetno, zdaj smeh prestavim, čisto malo še, evo ga. Ansambl Smeh na drugem mestu. Zdaj, čisto iskreno misli, da bo to večno trajalo. Tako. Imamo nove zmagovalce naše igre Poišči srečo, Ansambl Vikend, minuta in 33 sekund. Dajva mi da še enkrat povedati, kje vas vidijo. 20. aprila smo rekli? 20. april vsi vabljeni v Vinsko goro na naš promocijski koncert, po koncertu pa velika vrtna veselica. Na kateri bojo igrali Sami fajn ansambli. Sami fajn ansambli. Kateri so to, pa ne bom še zdaj razkril. Pridite pa pogledajte. Naj še ostane skrivnost. Staram se, to je še zadnji komad, ki ga bomo danes slišali. Ja, točno tako. Ti ga verjetno nisi napisal, ne? Ne, jaz ga nisem napisal, ker jaz se ne staram. Se ne. Vsi se staramo počasi, gremo, se ti bližamo. Na začetku je rekel, da so fantje zanimivi, pa da so... Počasi se bližamo, vsi pač gremo nekje proti Abrahamom, pa kje je še to. Pride prej, ko si misliš, ampak kot je že Peter dejal, star si toliko, koliko se počutiš dejansko. Ja, mi se vsi počutimo mlade, zato smo pa rekli vse, dajmo napisati en tak komad, da bomo videli, kaj bo kje ljudje rekli, ali je res tak, da se staramo, ali ne, ali... Dobro, k bendu, čim prej, da že čakajo v zaodorju. Hvala, Miha, dajmo se mi ustaviti pri koncu, dejansko, pri Maruši in pri Petru Slatnarju. Hvala, da ste bila danes tukaj, da ste bila gosta. Mi vam želimo čim več uspehov vnaprej, torej v naslednjih letih, pri razvoju, pri inovacijah, pri prostem času, ko boste šli v hribe, pa ko boste skakali tudi. Na skakalnici, pa pazite nas, da ne boste kje padli. Maruša, prijeten ples, pa upam, da boš vseeno kdaj skočila s skakalnimi smučmi. Vsi sem že. Ja, zdaj si že takimi, na Nintendu. Mogoče z alpskimi. Poskusi še enkrat se. Jaz bi na tvoje mesto, sem jaz ne upam. Mene je višine strah. Ko psa. Sva že dva. Res. Ja, točno. Ne bova skakala. Plesat greva. Lahko mi pa folkloro naučiš. Hvala, da ste bila tukaj. Hvala za povabilo. To je to. Gospe in gospodje, naslednji petek ne pozabiti, ob istem cajtu na istem mestu, Planico gledati, pa lepo se med. Ansambl Vikend je še z nami za konec. Staram se, eni se ne, mi se ne, pa se tudi ne bomo, recimo da. Dečki, izvolite, naslednji petek, do takrat, srečno. Postaja moški srednjih let, prehiter zame je ta svet. Zdaj kar naprej me kaj boli in vsak prepih škoduje mi. Vsi mladi me pozdravljajo, le dober dan.
gledajo, mi včasih reče kdo na glas, da me je že povozil čas. Jaz staram se in to ni vic, otroci kličejo me stric, rad govorim, da ni tako nič več kot včasih je bilo. Jaz staram se, a se ne dam, pred sabo mnogo let imam, saj kdor bi star bil dolgorak, mora začeti mlad. Mlajše gledajo in sploh me ne opazijo. Imam res nekaj sivih las, a še lahko bi hodil vas. Jaz staram se in to ni vic, otroci kličejo me stric, rad govorim, da ni tako nič več kot včasih je bilo. Jaz staram se, a se ne dam, pred sabo mnogo let imam, saj kdor bi star bil dolgorak, mora začeti mlad. Jaz staram se, a se ne dam, pred sabo mnogo let imam, saj kdor bi star bil dolgorak, mora začeti